Na drugem predvolilnem soočenju bo voditelj Aleš Pregelj od kandidatov za poslance zahteval konkretne odgovore na vprašanja, ne zgolj obljub. Soočenje je dober naslov, da jih tudi dobimo. Na primer za zdravstvo, ki je že več let nujno potrebno reforme. Jaz moram reči, da seveda je prioriteta v zdravstvu to, da je za bolnike poskrbljeno čim prej in na ustrezen način. In glede na to, da je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju izredno star zakon, da ni modern, bo potrebno najprej v bistvu zadeve postaviti na neko svoje mesto, kar pomeni, da bo treba organizacijsko zadeve urediti, da bo treba skrajšati čakalne dobe, da bo treba jasno ločiti nekako med javnim in zasebnim zdravstvom. Ob očitkih, da Slovenija ostaja še vedno zelo centralizirana, morajo kandidati in kandidatke vedeti tudi, kaj je pomembno za posamezno regijo. Regije, kot je Štajerska regija, je res zapostavljena. Moram sicer reči, da sem izjemno zadovoljna, da nam je uspelo pripeljati novo investicijo Magna, ki ravno je ob tem objektu nastala. Veliko je bilo dilem, ali je to pravilna odločitev ali ne, kajti gradi se na dobrih kmetijskih zemljiščih, vendar se strani Ministrstva za kmetijstvo je bilo zagotovljeno, da se zagotavlja nadomestna kmetijska zemljišča in v takšnih primerih se mi zdi, da je to tudi pravilno, kajti vsako novo delovno mesto za ta štajerski konec je izjemno pomembno. Ne samo delovna mesta, tudi možnost samooskrbe, odprava revščine pri vseh generacijah, tudi pri upokojencih, med katerimi nekateri dobivajo mizerne pokojnine, so vprašanja, ki zahtevajo konkretne odgovore. Je rešitev v boljšem programu samooskrbe? Žal mi je, da je Slovenija v teh letih postala eno tako smetišče Evrope. Mi najboljšo hrano izvažamo, najboljši les izvažamo, v bistvu vse naša naravna bogatstva, tisto, kar pridelamo, pošiljamo tako v Avstrijo kot v druge države, nazaj pa dobimo bolj ali manj kvalitetno hrano. Ne? In če bi mi znali samooskrbo sejiti tako kot naši sosedi, bi vedeli, da moramo to zadržati, da je to tisti biser, ki ga imamo. In kako bi lahko dejansko ublažili revščino, ki se vse bolj širi po državi? Nekateri ponujajo eno rešitev, nekateri drugo, spet tretji tretjo. Da pridemo do nekih sredstev in seveda povrnitev vseh denarja iz davčnih oaz, ki jih je cirka 75 milijard in na tem področju je treba delati. Prvo je treba dobiti neko finančno osnovo in iz tega potem razporejati in dejansko skrbeti za socialno, gospodarstvo in vse ostalo. Predlogov, kje poiskati denar in kako ga uporabiti, da bo dejansko prišel do tistih, ki ga potrebujejo, je še več. A so uresničljivi? Mislim, da moramo vsej tisti, ki bomo izvoljeni za naslednjo sestavo državnega zbora, narediti več, da bo vzhodna Slovenija dobila več. Tudi vemo, da je vzhodna Slovenija bistveno manj razvita kot zahodna. To se sicer zdaj pozna, da dobimo za nianso, žal, samo za nianso več kohezijskih sredstev, čeprav je pa to spet ena zelo težka tema tej vladi, ki odhaja, enostavno črpanje evropskih, predvsem kohezijskih sredstev, ni šlo dobro od rok. Prav zaradi tega, da ne boste ostali brez odgovorov in da boste hkrati imeli dovolj informacij, da boste izbrali na volitvah svojega kandidata in stranko, vas vabimo, da si danes ob 20. uri ogledate predvolilno soočenje na naši televiziji RTS.